večer, cenjena publika, ljubitelji saksofona, ljubitelji bleda in dobre družbe. V dobri družbi smo že nekaj dni in moram priznati, da je vtisov toliko, da vas prosim, da mi ne zamerite, če bom danes, ko povezujem ta program, preskapoval misli. Poskušal se bom zbrati, tudi jaz sem že utrujen in vsi udeleženci verjamem, tako tudi moji kolegi iz organizacijskega tima. Nekako je tradicionalno že tretjič, da zaključujemo festival AS z mladimi, da zaključujemo festival AS z našim orkestrom, slovenskim orkestrom saksofonov mladih, torej SOS Junior. Letos je najbolj, bom rekel, po številu udeležencev do sedaj najbolj bogat festival. Bi vam postregel z nekaj številkami, toliko za začetek, tudi za tiste, ki ste prvi z nami nocoj v teh dneh, dobrodošli. Poskrbeli smo za lep program, tako da upam, da vam ne bo žal, da ste se udeležili tega nocojšnjega koncerta. Ja, številke, tako je. Udeležencev, aktivnih udeležencev, se pravi nastopajočih, na tem festivalu je preko 200. Predvsem mladih, učencev, srednješolcev, študentov, pa tudi nekaj profesionalcev. Profesionalni glasbeniki so predvsem naši povabljeni gostje, ki so tudi držali seminarje in so v dveh seminarskih dnevih imeli preko 80 lekcij, vsi skupaj. Gostje so bili profesor iz Strasburga v Franciji, Philip Geis, ki je učil in tudi igral. Potem smo imeli mladega saksofonista, enega najvidnejših saksofonistov mlade generacije, Jana Gričarja, Slovenija. Imeli smo tudi predavatelja iz Madžarske, profesor Levente Puškaš iz Univerze v Debrecenu. Imeli smo tudi predavatelja iz glasbene šole Gornja Radgona, Rok Volk je bil to. In imeli smo tudi džeziste, tako da za džez sta bila zadolžena Igor Lumpert, Slovenec po rodu, vendar živeč v Združenih državah Amerike, in njegov asistent Tadej Šepec. Naše društvo, kulturno društvo Sekvoja, je nekako povezano z nekim takim večgeneracijskim lokom, v katerem sodelujemo profesionalni glasbeniki, v katerem sodelujejo mladi glasbeniki in naš orkester saksofonov SOS Junior je v 5 letih delovanja precej velikokrat že nastopil, ampak kar se mi zdi bolj pomembno izpostaviti je to, da se je letos, bom rekel, malo bolj organizirano pokazala želja tudi po pravem dirigentu in letos je naš gostujoči dirigent, gospod maestro Miro Saje, ki bo se potem v drugem delu tudi predstavil in bo pokazal, kakšen izdelek je v nekaj mesečnem delu nastal pod njegovo taktirko. Poleg tega smo v orkestru razvijali že dalj časa tudi selekcijo, se pravi, delamo na tem, da najobetavnejše saksofoniste še bolj profesionalno, še bolj intenzivno usmerjamo v umetnost. Ne samo v druženje ob glasbi, ampak tudi v pravo trdo delo, iz katerega nastane kdaj pa kdaj tudi kakšen takt umetniškega pristopa. In to boste slišali ravno v prvem delu, ko se bo najprej predstavila ta skupina, gre za oktet saksofonov. Vsi so srednješolci že, moram pa poudariti, da izhajajo iz naših vrst, da smo jih mi vzgojili in seveda njihovi mentori na glasbenih šolah. Tako da skupina Sax Plovt je res 3 ali 4 letno delo, načrtno delo z mladimi in danes boste slišali ta rezultat. V njem nastopajo Valerija Kučan in Vida Kregar na sopranskem saksofonu, Matevž Zupančič in Sandra Rijevec na altovskem, Marko Petek in Juri Bregar tenor saksofon, ter Tadej Pance in Tjaša Kuharič na baritonskem saksofonu. Program imate pred seboj, pa naj povem, da gre tudi za manjšo spremembo, oziroma da se nam je pripravil tudi tiskarski škrab, namreč po skladbi Klecmer Salsa, kjer se bo
kot solist z skupino Sax Plout predstavil tudi naš gostujoči solist Filip Gajs. Za njim bo nastopil prijatelj in bomo rekli prvi, sicer to še neuradno, ampak prvi častni član, včeraj smo ga izglasovali neuradno, tako da uradno za vse člane Kulturnega društva Sekvoja glasovanje še pride, ampak naj povem, da bo prvi častni član Kulturnega društva Sekvoja naš solist in prijatelj orkestra Oto Vrhovnik. Oto se bo predstavil skladbo Čardaš, vendar v najnovejši preobleki. Oto Čardaš igra že dlje kot je sam star, skoraj, vendar se nam bo danes v sveži preobleki, blejski preobleki predstavil s Čardašem. Torej, naj bo za začetek dovolj, zato na oder vabim skupino Sax Plout Ensemble. Uživajte!
Hvala tebi za povabilo, zelo sem, ne, se me slišite, ne? Hvala za povabilo, zelo sem vesel, da sem lahko tukaj in da mogoče malo prispevam k temu dogodku, kaj se dogaja tukaj na Bledu. Uživam že včeraj in danes, poslušam mlade glasbenike, kako super igrajo in za mene je poseben ponos zato, ker jaz sem pred mnogim leti začel na tem področju v tem delu Evrope nekako borbo z klasičnim saksofonom, danes pa ko vidim to je neverjetno. Zaigral vam bom, mislim, smo se pogovarjali, ne, rekel, a bi prišel na Bled, sem rekel, ja, in rekel, bi nekaj zaigral, sem rekel, pa da, nekaj bom, pravim, koliko skladb pa lahko zaigram, je rekel, eno, je rekel, vse boš videl, je rekel, če bo velik aplavz, pol pa na koncu še lahko eno. Torej, apel na vas, če je to možno, poslušajte, ko bo konc tega komada, ne? Dejte, face close, le z Dunaja dol sem prišel in zaradi ene skladbe nima smisla, na koncu bom vas presenetil pozitivno, pa dejte pokazati, da hočete, da še na koncu, čist na koncu, ko bi že vsega konc pridem še enkrat na odr. Poglejte, zrihtel sem se super, če pogledate to, kravato sem se posebej kupil, samo dva nosila to. Donald Trump pa je samo Trump ima malo bolj dolgo, pa ne vem zakaj, ampak super kravate, ne? Torej, poslušajte, dejte, a vam bo ta skladba všeč ali ne, sploh ni važno. Prosite, da bo, to bom še v nemščini povedal, ker je nekaj kar v Avstrijcu to je zraven, da bo ja prav smeči. Meine Damen und Herren, lieber Rupert, ja, ich kenne dich. Leo hat gesagt, ich darf nur ein Stück spielen, ja? Außer wenn ihr viel applaudiert am Ende, und dann kann ich am Schluss noch einmal auf die Bühne. Ist das okay? Gut, in sedaj za vas Monty Čardaš v spremljavi teh mladih super saksofonistov.
poslušajte, na koncu, da pridem še enkrat gor, je rekla, kako pa še aplaus nam bo tek velik. Hvala, poslušajte, na koncu se še enkrat vidimo, vi kommen am Schluss noch einmal, okay? Jo, ich freue mich schon. Jaz se že veselim. Hvala lepa. Hvala tudi ansamblu Sax Plout. Ja, res verjemite mi, da je veliko dela za tem rezultatom in zdaj jih spremljam res že dolgo in mislim, da jim je nocojšnji koncert sedaj najbolj uspel. Osebno sem ponosen na to, kar sem slišal in jim tudi zdaj javno čestitam in jim želim kar nekaj koncertov, imajo še letos in tudi eno tekmovanje pred seboj in tak nastop pred tako številčno publiko je zelo pomemben na tej poti. Poleg Prej sem govoril o tem, da v društvu oziroma v orkestru saksofonov SOS in SOS Junior negujemo, se pravi v prvi vrsti, eno množičnost, eno veselje do igranja tega inštrumenta. Hkrati gre tudi tukaj za eno malo bolj širše kulturno in sociološko, bom rekel, poslanstvo, ki ga čutimo mentori in pa se sedaj tudi že starši, ki se vključujete v organizacijske in tudi druge organe našega delovanja. Namreč čutimo eno tako poslanstvo, poleg igranja glasbe in uživanja v tem prelepem inštrumentu, tudi eno kulturno vzgajanje otrok, eno odgovornost drug do drugega, eno empatijo, tudi kakšno bolj krepko besedo, kdaj, če je potrebno. Danes smo imeli nekaj takega na odru oziroma v zvezi z vajami, to ni nobena skrivnost. Tudi jaz sem bil mečkar napet, tako da se na tem mestu opravičujem vsem prizadetim. Glasbenikom sem se pa že prej. Ampak tudi to je del tega, se pravi vzgoje, tudi da če zamudimo, se znamo skregati, pa tudi potem opravičiti, pa tako naprej. In to nas dela boljše ljudi in tudi bolj lepše igramo za to. V bistvu moj prijatelj Roberto Butus, ki izdeluje saksofone Sequoia, je rekel, igraš tako, kot kakršen si pravzaprav. Tu suono chi sei, nekaj takega po italijansko. Torej, imamo poleg teh dveh skupin množičnosti in pa te selekcije tudi eno novost v letošnjem letu. Namreč začeli smo tudi z jazzovsko zasedbo, ki se imenuje z dvojnim Z-jem ZOS kvartet 1 in kvartet 2, katero to skupino oziroma to zasedbo vodi Tadej Šepec. Zelo uspešno je začel v letošnjem letu in glede na to, da je še sam študent, zelo pogumno si se spopadal s tem, Tadej, in se ti zahvaljujem za to, ker učenci oziroma mladi saksofonisti to potrebujejo in včeraj smo slišali, tisti, ki ste zamudili jam session, 5 pred polnočjo so po vseh velikih solistih, Filip Gajcu, Gerardu Preinfalku, Igorju Lumpertu, na oder prišli 4 12-letniki in so ga tako žgali, da je profesor Filip Gajc rekel, Leo, super delate, tudi kakšno napako delate na tem festivalu, ko sem ga namreč poprašal za povratno informacijo, ampak rekel, top oziroma najbolj všeč mi je pa bilo to pa še nisem doživel v svoji karieri. Da je 5 pred polnočjo, da so 4 12-letniki nas, velike soliste, nesel ven pravzaprav, ker so večji aplavz dobili kot oni prej. Tako da, to je bilo, evo, to je tudi. Zdaj, prosim, da staneš. To namreč ni bila moja ideja, škoda, ampak Tadejeva. Tako da, Tadej, ti si zmagal. Evo. Bravo. Zdaj si pa spet zmagal, kaj si to rekel.
Te bomo počasi odpustili, si že nevaren. Malo se tudi hecamo, kaj počemo. Poleg dveh skladb, se pravi Joplinov Maple Leaf Rag, ki ga bo predstavil kvartetu zasedbi Miha Florjanc, Matic Vlaga, Jernej Bregar in Jaž Završnik, to so sami bodoči zvezdniki, solisti, džazisti, seveda. Oni bodo zaigrali Maple Leaf Rag in pa drugi kvartet, prav tako sami solisti in solistka Jakob Žorž, Neža Garvas, Rok Klančič in ponovno Jaž Završnik, ki je hišni baritonist. Poleg teh skladb bojo potem zaigrali tudi Presenečenje, ampak ga bom vseeno napovedal, namreč Igor Lumpert, žal že moral posloviti od nas, ker ima obveznosti, je prav za ta večer napisal skladbo 25. november in vsi skupaj jo bodo premierno izvedli. Mečkan je bil tadej v strahu, a bi to izvajal ali ne, ampak so baje, da otroci sami do njega prišli in rekli, mi hočemo to igrati. Tako da prosim, da jih vsaj s takim aplauzom nagradite po skladbi 25. november, kot ste Ota. Sedaj pa na oder vabim končno, vem, preveč govorim, vse bom v drugem delu manj. Zdaj pa prosim džazisti iz ZOS zasedba kvartet 1 in potem še kvartet 2. Na oder.
čestitke zasedbi ZOS. Fantje in Neža, naj vam povem, da vsak začetek je težak, ampak že tole je bilo zelo prijetno in verjamem, da bo naslednje leto in potem še kasneje to samo še bolje in bolje. Tako da, kar vztrajajte, tudi Tadej tebe vabim, da še vztrajaš z nami. Predno pa vas povabim na kratek odmor, mi dovolite, da povabim tudi ostale člane našega odbora. Namreč rad bi povedal, da že kar nekaj mesecev delamo na tem projektu, zelo intenzivno pa vsekakor zadnji mesec in res brez takih sodelavcev, takih pomočnikov, pa to niso pomočniki, mi smo en tim, jaz sem sam mogoče najbolj zgovoren, tako da pred publiko odmislim vse in govorim v bistvu to, kar v glavi čutim in srce, kar mi narekuje. Tako da nekako pa še jaz to povezujem vse skupaj in tudi ostale sodelavce v tem timu, vendar ima vsak zelo točno določeno nalogo in verjemite mi, da je teh nalog toliko, da bi lahko imeli še enkrat toliko sodelavcev v timu, vendar pač toliko jih imam trenutno, zato bi povabil na oder najprej Jovano Joko, dela na katerem področju delaš, Jovana? Na vseh področjih, ampak še posebej je bila zadolžena za komunikacijo z vami, ki ste se prijavljali na tečaje, tako da je imela v glavi vse potrebne informacije in upam, da je vsekakor, kakor jo poznam, lepo komunicirala pravočasno, predvsem z vami in odgovarjala na vaše vprašanja v zvezi z lekcijami in tako naprej. Potem je tukaj tudi Veronika Partika, ki jo vabim, da se mi pridruži. Veronika prihaja sicer iz Poljske, ampak ker je tako sposobna punca, smo jo uvozili in je ne damo več nazaj. Tako da Veronika na festivalu skrbi za ideje, namreč je zelo kreativna oseba in poleg seveda teh idej, ki jih potem nekako filtriramo in združimo v neko jasno vizijo in pa tudi izluščeno idejo, skrbi za to, da je celostna podoba prava, komunicirala z našim dizajnerjem in nekako mislim, da ima tukaj še vizijo, še izboljšati našo podobo. Komunicirala je tudi z vsemi tujimi povabljenimi gosti in skrbela za te zadeve. Ja, vidite, ni mi težko, imam res prijetno družbo in to pač se moraš tako naštimati, če je delo obsežno in moraš ga opraviti več mesecev. Tako da imamo še eno dekle, ki je zelo, zelo pomembna oseba v tem festivalu in to je Irena Schmidt. Irena Schmidt je zelo simpatična punca, ampak zadnje čase, ko vidim na telefonu Irena Schmidt, včasih se sploh ne javim. Pa pol nazaj pokličem, ker malo premislim, kaj me bo spet nakregala, da je še treba narediti in da nisem napravil. Tako da najprej premislim in že ko me kliče, že povem, ja, vem, nisem vsega naredil, saj bom, daj mi še 5 minut. Pol nisi to rekla, ja, sem imela že nekega drugega džokerja v rokavu, tako da to je stalna kontrola, nimamo miru. Hvala ti, Irena, za to. Ja, zdaj pa, da ne bi to res kičasto zgledali, seveda imamo tudi še enega predstavnika moškega spola tukaj v našem odboru, ki pa je vedno leteč, namreč skrbi za stvari, za katere nimamo vsi energije in on jih opravi tako premišljeno, da
sploh ne veš, da dela, ampak je vse narejeno. Tako da tu je tudi naš Matjaž Škoberne. Torej, letos je bilo res obsežno, zato smo poleg nas, petih, ki nas vidite, tu je sicer tudi še Gašper Primožič, jaz ne vem, če ga vidimo, ki najbolj ga ni, ampak on skrbi tukaj, da na Bledu, da nas pričakujejo toplo in vedno poskrbi za to, ker je lokalni, je tudi domačin in kulturni delavec in nas je pravzaprav on pripeljal na Bled, tako da je tudi on v tem timu. Poleg tega pa smo letos povabili tudi dodatno pomoč in jih bom imenoval, pa prosim samo, da ostanete, če ste tu. Naši prostovoljci, to so študenti Akademije za glasbo, ki skrbijo za te stvari, ki jih mi ne zmoremo. In to so Vida Vatovec. Hvala Vida. Potem je Ita Nagode. Nika Deželak. Tudi Hanna Bels, je naša prostovoljka. Tim Jerman. In Benjamin Aganič. Torej, zaslužite si kratek odmor, pa se vidimo čez slabih 10 minut, velja? Vmes so eni starši želeli informacije v zvezi z kako se včlaniti v društvo oziroma kako pristopiti z enim nadobudnim mladim saksofonistom k nam, pa bom mogoče to povedal za vse, glede na to, da sem vmes pozabil iti v Glasici orkester, tako da to je še ena dodatna napaka na mojem seznamu, je že kar nekaj v teh dneh. Prosim večkrat za potrpljenje, no, ampak bom povedal, da pravzaprav naša sezona koncertna oziroma sezona delovanja se začne pravzaprav na poletni šoli, kjer se orkester zbere, že obstoječi člani in tisti, ki jih tudi zanima, bom rekel, druženje z nami, ali samo na poletni šoli, ali pa potem to preraste v neko prijateljstvo in še močnejšo željo, da se pridružite orkestru. Moram poudariti, da to ni pogoj. Če pridete na poletno šolo, še ne pomeni, da morate iti v orkester. To je samo, da zdaj ste se, vam govorim, ste se prvič spoznali, kako to pomeni, če 40 saksofonisti igraš. A fajn? A bi mi kdo povedal svojo izkušnjo, kako to je? Kdo je zgovoren? A priješ meni? Dej prid, ne? A ne, kdo bi prišel? Dej prid, Liam, pridi ti. Čaj, kaj res kaj bi prišel? A vidite vsi Liam? Če bi vprašal sem to, a si vse note prav zaigral na valju? Kar nekaj sem, za vse pa nisem zihal. Ja, to je. To je toliko not je imel, da še videl ni vseh, a ne? Vse jaz vem, meni se to isto dogaja na koncertu. Upam, da sem vse prav zaigral, pa mi pa povejo, da 3 note so bile narobe ponavadi. Od 1 do 3 imam zmer napako. Tako da, to je pri 3000 notah ful manj, veš. To je čist manj. Tako da, če to bi te sam vprašal, a ti misliš, da boš prišel v SOS Junior ali ne bi? Bom vedel, kak se bo znesel z vsemi Ivani drugimi obveznostmi. Kaj pa še delaš poleg tega, da saksofon igraš? Še balet, igram tenis, ne, pa igram saksofon. Ja, ti ješ rad, torej, moraš začeti jesti, da boš lahko, a si videl Jaša, kako špila bariton? Tistega, ko je pri jazzu preigral. Nisi videl, a si spal? Se pravi, rad spim. Pa meni si ne zapomnim vse. No, bova polka pogleda, pa še kotajati.
Okay, hvala. No, mogoče upam, da se vidimo tako fante, ker so baletniki, ker radi plešejo, ker radi igrajo tem in stoji za nas. Sam še saksofon, jaz se izgubljam in slišim imaš vse aktivnosti, kar radi. Dobro, jaz mislim, da sem povedal, nakratko, se pravi, imamo poletno šolo, to bo letos v Kranjski gori, za tiste, ki jih zanima, od 28. junija do 4. julija. Mentori bomo člani orkestra SOS in pa povabljen gost, ki smo ga včeraj povabili, to pa je Gerald Preinfalk iz Gradca. Tisti, ki ste ga slišali, bo naš letošnji mentor, imeli bomo veliko koncertov in tako naprej. Potem imamo pauzo in septembra začnemo z nekim rednim delom in rezultat tega dela boste zdaj slišali. Redne imamo mesečne vaje, se pravi enkrat na mesec, včasih po potrebi kakšno intenzivno dodatno vajo naredimo. In sedaj je to drugi koncert. Moram povedati, da januarja smo že imeli koncert v Laškem, 14 dni nazaj, in sedaj je vrhunec naše sezone tukaj na Asu. Na oder vabim orkester SOS Junior in našega gostujočega dirigenta, ki smo mu hvaležni, da se je pridružil projektu, gospod Miro Sajec. Prosim, pridružite se nam na odru in pozdravite, kar znate. Orkester bo zagral George Bizet, uverturo operi Carmen. Pridite. Felix Antonini, divertismont cigan, Igor Stravinski, polka za cirkuškega slona, Alain Crepin, Nuit Blanche in Edward Grieg v dvorani Gorskega kralja. Za zaključek pa še Philip Geist, Sir Patrick. Naj povem, da solista nocoj sta najmlajši solist v našem orkestru je član Nejc Zavratnik, potem malo starejši, ampak še vedno zelo mlad solist, ki ni član našega orkestra, ampak smo ponosni, da bo z nami danes igral. To je Jan Gričar in za konec bomo imeli še dva, ko je Oto napovedal, se pravi Filip Gajsa kot solista in pa potem še, če boste lepo ploskali, tako kot smo se zmenili, še eno presenečenje za konec in potem se vidimo drugo leto na 4. Asu.
Oseba, ki je ta orkester še dvignila na ta nivo, na katerem vsi lahko uživamo. In res, hvala ti, Miro, tudi za tvoj prispevek. Hvala orkestru. Medtem ko se sicer pripravljajo še naši gostje, ki bodo še popestrili ta dogodek, bom jaz vseeno prosil Mirota, to sicer ni bilo v scenariju Miro, ampak mogoče, če lahko kot strokovnjak na tem področju, namreč maestro Miro Saje je vrhunski strokovnjak, vrhunski dirigent, predvsem na področju pihalnih orkestrov, izobražuje tudi mlade, nadobudne dirigente. In jaz te prosim za tvoje osebno mnenje glede tega posebnega orkestra. Prej nisi vedel, v kaj se spuščaš, jaz upam, da ti ni žal, da si z nami in prosim za par 10 stavkov. Seveda, skratka, stanje, mečkam sem v gripi, ampak vsekol. Stanje pri nas je podobno kot pri rokometu, samo da mi ne bomo zabuzili prvega polčasa, ampak bomo tudi prvi polčas že pristopili na potrošnji se spodobni. In potem, ko nekaj pobiramo dobre rezultate, ne, skratka, močne šale. Vsakič pohvalen, kar počenete s saksofoni, jaz sem načeloma trobivc sicer, ampak evo, z občudovanjem in spoštovanjem spremljam vaše akcije že nekaj let. Zdaj, že starejši orkester saksofonov in zdaj predvsem mlajši, zdaj vsi vemo, na mladini se gradi, kot v športu, treba je didaktično delati z mladino in potem se nam ni bati za prihodnost. In najlepša hvala za povabilo, meni je izziv, ogromno se naučim v saksofoni, hvala tudi tebi, ki pomagaš z ogrevanjem, z oglaševanjem. Meni je to vse ena nova izkušnja in zmerno samo pridobivam s takšnimi projekti. Naš zadnji uradni solist na nocojšnjem večeru mi je zaupal, namreč Filip Gajs je igral z veliko orkestri po svetu, saksofonskimi orkestri, tudi drugimi orkestri. Pred kratkim, pred 2 leti je bil organizator svetovnega kongresa saksofonistov in pozna veliko takšnih zaseb, vendar nam je prej na vaji sem ga mečkeno izzval in sem ga vprašal, če je že kdaj igral s toliko mladimi saksofonisti hkrati. In rekel, da ne, da to pa je prvič. Tako da tukaj res delamo nekaj izjemnega, zdaj tudi vidim, prej sem to samo sanjal o tem, zdaj pa vidim, da to res, ko dobimo tudi od pohvale oziroma čestitke od takšnih strokovnjakov, kot je Miro, Oto in Filip, in mi bomo vsekakor nadaljevali, tako da vse mlade saksofoniste, ki ste z nami na odru danes prvič, toplo pozdravljam in upam, da niste zadnji z nami. Zdaj pa, hvala vsem obiskovalcem za obisk in zadnja skladba na programu. Potem pa mislim, da častni gost, če pride, oziroma častni član društva Sequoia z močnim aplavzom,
Še prej pa Sir Patrick, Philip Gajs, orkester saksofonov SOS Junior in maestro Miro Sajen.
razmišljal sem, kakšno neumnost bi naredil za zaključek. Kot vidite, imam že uniformo. Zdaj samo vprašanje, kak želite, da imam očala te? Ali te gor? Tak je boč, ne? Ampak pol se pa ne vidi, a je film Slovenija. Tak piše gor. Ampak dobro, tak ste rekli, ne? Ok. Zdaj pa nekaj, to, kar sem pripravil, sem specialno naredil za vas, eno mešanico, oziroma en venček najbolj znanih rockarskih skladb. Na koncu, to bo kar ena šla v drugo, na koncu pa pride tista naša, slovenska, brez katere nikjer ne gre. Pred kratkim sem gostoval na Poljskem, na koncu, ko to zašpilamo našo, ne, gre dvorana v luft. Bomo videli, kako to. Zdaj pa, ker je to čist nova stvar, pa vse, mi nismo imeli nič več vaj, kot pa 32 minut. In to s pogovorom vred, to se pravi, da igrali smo samo 15 minut, toliko, da so videli, kako note zgledajo, ampak vsa čast vsem super se zaznašli in predvidevam, da bo vam všeč. Če pa bo kaj šlo malo narobe, pa si pač rečete, da je to dodatek, ne? Ker je dodatek. Programa je v bistvu že konec in to je to. Jaz bi želel, da zadnji vsi vstanete, ko boste igrali. Vstanete gor. Druga vrsta tudi, da malo tudi, da jih vidimo, pedni pa sedite. A je v redu tako? Za tiste, ko boste fotografirali, da se res vsi vidijo, ne? Gor, pulte gor. Torej, čakajte jaz, za to neumnost pa rabim 2 saksofona naenkrat. Tudi to se da, če imaš velika usta, ampak čakajte, da se jih malo naštimam. Bo nekako se prišel nekaj malo. Torej, to bi bil zaključek potem današnjega večera s dodatkom, ki ga bomo zdaj naredili. Hvala, Leo, tebi še enkrat za povabilo. Čestitke vsem saksofonistkam in saksofonistom, to, kar oni delajo, to je čudež. In Leo, tebi rečem, ne bom se tisto igral, ko ti misliš, haleluja, 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 Leo, Pupis in tvoja ekipa, kar ste vi tukaj naredili, bravo, bravo, samo tako naprej. Torej se lepa. Čestitke, ko si bil še pri meni na Dunaju, nisem še mogel videti, kaj bo s tabo, ampak to, kar si ti ustvaril v zadnjih letih, na vseh področjih, tudi familija, ne, kar raste in mladi saksofonisti ali kakšni drugi instrumentalisti. Super je tako, hvala vam, poslušajte samo na tem letu, pa ni tako enostavno. Jaz sem danes hotel igrati tam gor, jaz sem hotel na